Lep dober dan, lep pozdrav na 11. seji občinskega sveta občine Kamnik. Preden bi začeli, bi vas spomnil na to, da uredba o nošenju mask še vedno v zaprtih prostorih, kjer ni možno zagotoviti razdalje 1,5 metra še vedno velja, je pa od vas vsakega posameznika odvisno, ali bomo to spoštovali ali ne. Mislim, da celo sejo bo težko, ampak kakorkoli je od vsakega posameznika odvisen, ali kako bo. Je pa maska zato, da ne okužujemo drugih in mislim pa, da tudi najbrž noben ni bolan, ampak kakorkoli. Skratka, predlagam, da začnemo s to sejo. Najprej bi ugotovili sklepčnost. Prosim vas, če pritisnete zeleno tipko. Glasujemo. V 29 članic in članov občinskega sveta je na seji prisotnih 17 članic in članov, kar pomeni, da smo sklepčni. Zamudo so napovedali magister Šemso Mujanovič, Bogdan Pogačar, gospod Francis Pruk, upravičil pa se je gospod Božidar Pilej. Ugotavljam torej, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Prosim vas, če izključite mobilne telefone. Rojstni dan so od prejšnje seje praznovali Žaklina Zdravkovič, dr. Jernej Markelj, Anton Iskra in pa Karla Urh. Čestitke. Pa se priporočamo po seji. Zdaj pa prehajamo na potrditev zapisnikov, in sicer najprej zapisnik 10. seje občinskega sveta z dne 12. februarja 2020. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 11. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 10. seje občinskega sveta z dne 12. februarja 2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Zapisnik sprejet in prehajamo na potrditev zapisnika prve izredne seje občinskega sveta z dne 19. februarja 2020. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 11. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem prihajamo na glasovanje o naslednjem sklepu, torej občinski svet sprejme zapisnik prve izredne seje občinskega sveta z dne 19. februarja 2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik potrjen in prehajamo še na potrditev zapisnika druge izredne seje občinskega sveta z dne 22. aprila 2020. Tudi ta zapisnik je objavljen v gradivu številka 11. Ima kdo pripombo? Ne. Potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik druge izredne seje občinskega sveta z dne 22. aprila 2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 11. Ima kdo predlog za razširitev? Ne. Za hitri in skrajšani postopek? Ja, besedo ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Občinska uprava predlaga, da se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 sprejme po skrajšanem postopku. Razlog, in sicer gre za spremembo na področju reševanja covida, ki je bil kot epidemija že priklican
in načrtovanje ene nujne sanacije plazu, in sicer za plaz Markovo. In glede na poslovnik 124. člena, ki določa, da za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov občinski svet lahko obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne? Potem prehajamo na glasovanje o tem predlogu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za hitri oziroma skrajšani postopek? Ja, besedo ima magister Srša. Hvala lepa za besedo. Občinska uprava predlaga tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu na območju Velike Planine za sprejem po skrajšanem postopku. Razlogi so seveda podani v 124. členu poslovnika občinskega sveta občine Kamnik, ki določa, da gre za manjše spremembe in dopolnitve odloka in da se lahko obravnava in sprejema po skrajšanem postopku. Dejstvo je, da v veliki meri se odlok spreminja iz razlogov usklajevanja z veljavno zakonodajo. Dejstvo je, da je bil ta isti odlok nazadnje usklajen z predpisi v letu 2006, odkar je minilo 14 let. Področje na varstvo narave, zakon o prekrških in zakon o cestah so se v teh letih bistveno spremenili in zaradi tega je pač potrebna nujna uskladitev. Naj omenim, da so kazni še vedno v tolarjih in jih je treba recimo spremeniti v evre. Edina večja sprememba je novi 11. člen, ki predvideva ureditev parkiranja na območju Velike Planine. Dejstvo je pa tudi to, da vsi vemo in se zavedamo, kakšno je stanje ob vikendih na območju Velike Planine, predvsem ob lepem vremenu, ko dejansko prihaja do zamaškov, če lahko rečemo tudi prometnih kolapsov. Na to opozarjajo vsi občani in občanke, predvsem pa tisti, ki obiskujejo to našo lepo naravno vrednoto. In se dejansko vsi zavedamo, da je pač nek prometni režim tam potrebno vzpostaviti. Dejstvo je, da ljudje parkirajo pač povsod. Reševalne službe, intervencijske službe, bodi so to rešilci, gasilci, policija, enostavno ob teh kolapsih dejansko ne morejo nikamor, ker tudi obiskovalci ne morejo. In je tukaj dejansko pač potrebno zaradi varovanja tako gospodarskih kot naravnih posledic treba vzpostaviti nek sistem, ki bo omogočal neko normalno urejanje tako prometa kot parkiranja na planinih, skladno seveda zakonom o varstvu narave. Drugi vidik je pa seveda tudi tako naravovarstveni, da se pač z sredstvi, ki bodo na ta način pridobljena, začela urejati tako WC-je, ko so pač teke minimalni standardi, kot tudi skrbimo, da ne bodo vozila vse povprek na vseh zelenicah in tako naprej parkirana. In ne nazadnje tudi gospodarska škoda, kajti v sami, bom rekel, naši državi, v vseh teh turističnih biserih dejansko pobirajo parkirnino in seveda ta ista sredstva vlagajo nazaj v obnove celotne infrastrukture, bodi si ceste, bodi si WC, bodi si druge zadeve. Tako da mislim, da je tukaj neko ravnovesje tako med trajno mobilnostjo kot naravovarstveno in mislim, da je smiselno, da to zadevo sprejmemo po skrajšanem postopku. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prehajamo na glasovanje v tem predlogu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 18 svetnic in svetnikov, proti 2. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za hitri oziroma skrajšani postopek? Ja, besedo ima Aleš Korjanc. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Se pravi, predlagamo, da se 17. točka dnevnega reda, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik, obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 124. člen poslovnika občinskega sveta občine Kamnik namreč določa, da manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov
lahko občinski svet obravnava po skrajšanem postopku. Mnenje uprave je, da gre za manjše spremembe odloka, s katerim se sam odlok bistveno ne spreminja, zato predlagamo skrajšani postopek. Hvala. Hvala. Ima želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prihajamo o glasovanju o tem predlogu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je predlog podprt. In ima še kdo predlog za skrajšan oziroma hiter postopek? Še enkrat Aleš Škorenc, izvolite. Imamo še en predlog za hitri postopek, in sicer predlagamo, da se 18. točka dnevnega reda, predlog odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike Planine, obravnava po hitrem postopku. Razlogi: ker bi v primeru dalje časa trajajočega postopka uveljavitve tega dokumenta, ki se sprejema, nastale težko popravljive posledice, je sprejem odloka, ki bo urejal izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike Planine, izrednega pomena tako za okoliško prebivalstvo zadevnega območja, kot tudi za vse občane Kamnika ter drugih občin, ki obiskujejo Veliko Planino. Nenadzorovano poseganje v samoregulativne vzvode delovanja tega občutljivega naravnega ekosistema bi namreč lahko sprožilo težko popravljive posledice, ki bi v prihajajočih letih lahko finančno bremenili tudi proračun občine Kamnik, predvsem pa bistveno zmanjšajo kakovost življenjskega okolja. Zaradi vsega tega navedenega predlagamo, da se predlog odloka o načinu in pogojih za podelitev koncesije ter izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja plačljivih javnih parkirišč na območju Velike Planine sprejme po hitrem postopku v skladu z 120. členom Poslovnika občinskega sveta občine Kamnik. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem pa prihajamo še v glasovanju o tem predlogu. Torej glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je tudi ta predlog potrjen. Ima kdo predlog za umik mogoče kakšne točke? Beseda ima Žaklina Zdravkovič. Dober dan vsem skupaj. Jaz bi imela predlog za umik, in sicer za umik 8 točk. To pa zato, ker smo se, mislim, da že na prejšnji seji, pa še ne 3 seje nazaj, pa na odboru za družbene dejavnosti smo dali celo predlog, da takrat, ko obravnavamo proračun, rebalans, točke, kot so dviganje cen vrtcev, je ne fair do nas svetnikov, ne, da se da toliko točk zraven. Mislim, da je bilo 9 plus 1 oziroma 10 točk plus proračun, tako da imam predlog, da se 8 točk umakne. Se pravi, da se umaknejo točke, ki niso nujne. Zdaj so me zmotili tili skrajšani postopki, zaradi tega, ker v maju ni bilo seje, lahko bi imeli v maju sejo. Te točke, ki pa, bom rekla, so pa, se jih da prestaviti, imamo pa dejansko jih lahko, če se bomo mudili tudi na dopisni seji. Tako da, ker v nasprotnem primeru, ne, če ne naredimo umika 8 točk, se bo zgodil kaj? Imamo 2 varianti. Ena je, da bomo sedeli tukaj do polnoči, druga je pa, da pač bomo po parih urah, ko bomo že brez zraka, brez kisika, utrujeni, se dihati ne da v tem prostoru, vsi vemo, se pa pač ne bomo oglašali, ne bomo razpravljali, tako da pa nima smisla, da sploh imamo sejo, če ne smemo razpravljati oziroma bomo že preutrujeni. Tako da bi prosila, dam predlog, da se umakne 8 točk. Verjetno bo občinska uprava najbolj vedela, katere se lahko umakne, če ne jih pa lahko tudi predlagam. Pa bi prosila svetnike, da predlog podprejo oziroma naj pokažejo pač, da
mislijo resno, ne, če je bil dogovor 10 točk, je fino, da se tega držimo, ker v nasprotnem primeru pa, mislim, kaj, smo pol tukaj sam volilni robot, pridemo pa sam zglasujemo in je to. Pa tudi, če bi želeli to narediti, so tukaj še poročevalci, tako da že s poročanjem, brez da kdorkoli razpravlja, bo že tako seja dolga, če bi bilo 18 točk, tako da dam predlog, da se 8 točk umakne. Hvala. Ok, zdaj, dejstvo je, da pač je letos tako leto, ki ga še ni bilo v našem življenju in upajmo, da ga tudi ne bo. Torej pač smo imeli bolezen koronavirus in zato nismo imeli toliko sej. Seveda smo precenili in preden smo imeli kolegi, tako kot pred vsako sejo in smo se tam dogovorili, da smo določene točke pač dol vrgli oziroma minimalno nujne točke uvrstili na sejo in to je teh 18 točk. In zdaj, če poznate poslovnik, morate pač povedati, katero točko in se bo v vsaki točki posebej glasovali, katero želite, da se umakne. Je pa dejstvo, da smo zato začeli ob 12, da bomo lahko obravnavali, vse točke so obravnavala tudi delovna telesa. Od februarja ni bilo seje in mislim, da so te točke, ki so uvrščene konkretno in tudi strokovno pripravljene in da smo imeli dosti časa, da smo jih obravnavali. Tako da, če želite, potem predlagajte vsako posamezno točko, ki jo želite, da se umakne iz dnevnega reda in bomo v vsaki posamezni točki glasovali. Je pa dejstvo, da občinska uprava je točke pripravila skrbno, zavzeto, strokovno in zato jih je uvrstila na obravnavanje na to sejo. Boste začeli? Se pravi, potem bi pa predlagala 3., 5., 6. Vsako posebej argument, zakaj jo umikate in zakaj ni potrebno, da se obravnava in potem bomo predstavili, zakaj je potrebno, da se obravnava in potem bomo glasovali vsaki posebej. za vsako posebej. Tako je v poslovniku, če ga poznate kot svetnica, bi mogli to vedeti. Postopkovno. Hvala lepa, župan, za besedo. Zdaj, ko omenjate poslovnik, je dobro, da se njega tudi držimo. No? Navajate, da je potrebno navesti argumente za umik točk. Gre za predlog umika točka, ne? O katerem glasujemo. Argument, ki bo prepričal kogarkoli, je lahko tudi ta, ki ga je Žaklina predhodno opredeljevala. In sklicevanje na to, da svetnica, ki je bila en mandat že tu in teče drugi mandat, ne pozna poslovnika. Mislim, da ni prava nota, župan, s katero začenjate današnjo sejo. To je predlog, morda ne bo potrjen, verjamem, večina obstaja v občinskem svetu, ne bo in mi bomo šli zadevo naprej. In ni nobene potrebe po zaostrovanju, seveda imamo pa občutek, da katerikoli predlog je na mizi, naleti na največje ogorčenje. Na drugi strani smo samo predlagali, že ko je bil čas, na samem kolegiju, dajmo kakšno točko dol. In ko govorimo o seznanitvi poročilu redne varnosti, je lahko morda tudi kdaj, mislim, bi bila ta točka lahko kasneje. In zdaj, ko nekdo to predlaga, prostite, no. Glede poznavanja poslovnika sem mislil v smislu, da se v poslovniku piše, da se vsako posebej predlaga za umik, ne vseh 8. Tako da bi začeli. Izvolite besedo, gospa Žaklina. Se pravi, predlagam, da se umakne 3. točka, seznanitev z informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2019, ker ni nujna k seji, kjer imamo rebalans, tako da se ne bo zgodil nič, če jo prestavimo na jesenski rok. Okay. Glede na to, da je komandir pripravljen spregovoriti in čaka že pred vrati in glede na to, da pač bo septembra govoriti, kaj je bilo leto 2019, pač dokaj 9 mesecev kasneje smo to točko uvrstili na dnevni red. Če pač ustrajate, bom dal zdaj predlog o tem, ali se točko umakne na glasovanje. Obrazložitev glasu oziroma predstavitev stališč svetniške skupine, izvolite. Župan, hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, lepo pozdravljeni.
Zadeva je na mestu, no, sam zato imamo kolegij občinskega sveta. Ne. Tudi tam smo opozarjali, da je preobsežno, najdeli smo nek kompromis. Naš predlog je sicer bil, da sejo začnemo normalno ob 4, se zmenimo, koliko časa bomo, ali bomo do 9 zvečer, 10, prekinemo, nadaljujemo naslednji dan ali se zmenimo, kjer dan nadaljujemo. Se pravi, ostanemo na eni sejnini, če je to problem. Zdaj je predlog tak, kot je, začenjamo ob 12, jaz sem prepričan, da bo dolgo glede na to, kako smo štartali, ampak zdi se pa neresno, in to je obrazložitev mojega glasu, da bomo zdaj točke umikali ravno z tega razloga. Ne. Zunanji poročevalci so prišli poročati, dajmo se zmeniti danes, ustrajamo, dokler ustrajamo, če bomo nadaljevali naslednji dan, bomo naslednji, ampak naslednjič pa pričakujemo, da bomo glasno, enotno zavrnili preveliko število točk že na kolegiju. Tako da, ker konkretno ni bilo nasprotovanja. Smo rekli, da je treba optimizirati, ampak nismo rekli, to pa ne bomo. Ne. Tako da, to mislim, da se vsi strinjamo, da nismo. Bomo pač že na kolegiji glasovali, kaj spustimo naprej, kaj ne. Ne. Tako da, hvala, to je bilo. Hvala, besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Kar nekaj je bilo debate že na kolegiju občinskega sveta, ali skrajšati število točk ali ne, ali jih dati manj ali ne. Tudi moj predlog je bil, da te točke ne obravnavamo zdaj, ampak jo obravnavamo jeseni. Ne. In tudi, župan, ko ste rekel, smo v takem letu, ki ga še ni bilo in upamo, da ga ne bo. Ne. Se bomo obregnili tudi v to. Na začetku ste povedali, da so maske obvezne, tam, kjer ni mogoče zagotoviti 1,5 metra prostora. Jaz ne vem, zakaj danes sploh tukaj sedimo in zakaj nismo v Domu kulture Kamnik, kjer bi imeli lahko na voljo dovolj prostora, da bi se razsedali na primerno razdaljo in ne bi bilo nikogar strah, da bi kdorkoli kogarkoli ogrožal zdravstveno. Ne glede na to, a so poročevalci tukaj ali niso, občinski svet vedno lahko sprejme odločitev, da točko umakne. Bodo pač poročevalci prišli drugič. Kar se pa sklepov kolegija tiče, ne, je pa tako. Zdaj, običajno, ko je kolegij sklican, dobimo tudi zapisnik kolegija prejšnje seje. Glede na to, da je predprejšnji kolegij, ki je potekal, mislim, da v februarju ali celo v januarju, sem jaz dal neke pripombe. Na zadnjem kolegiju sem bil vprašan, če želim, da se te pripombe upoštevajo v zapisniku kolegija. Sem rekel, da ja, da zato sem dal pripombe. Obljubljeno mi je bilo, da dobimo takoj popravljen zapisnik še prejšnjega kolegija, vendar tega zapisnika še vedno nisem dobil. Ravno tako nismo dobili zapisnika zadnjega kolegija, ki ga bomo verjetno dobili z vabilom za naslednji kolegij. In tam ne vem, kateri sklepi so zapisani. Ne. In ja, mislim, da bi lahko umaknili kakšno točko danes, tudi če smo zdaj in tukaj, medtem ko pa prosimo, da se nekatere stvari dodatno obrazložijo, tako kot naprimer nakup zemljišč na območju Kika, pa v tem ne duha in sluha. S tem, da me je gospod podžupan opozoril, da lahko pričakujem vabilo na sestanek, ponedeljek ali torek, da bo župan sklical sestanek, tega sestanka ni bilo. In kaj se zdaj v zadnjih 14 dneh na tem področju dogaja, ne vemo, ne vodje svetniških skupin, ne svetnice in svetniki. Tako da, župan, jaz mislim, da tako zapenati ni primerno. In dati tudi kakšno točko, ki jo svetniki želimo, pa kar opozorimo na kolegiju, na občinski svet, na sejo občinskega sveta, bi lahko bilo primerno. Ne? Smo pa še enkrat videli, da vaša beseda, gospod župan, žal ne velja nič. Hvala lepa. Hvala za mnenje. Še enkrat, govorite, da je preveč točk, umeščali bi na sejo še dodatne točke. Zapisnik boste dobili ob sklicu naslednjega kolegija občinskega sveta. Kar se tiče obravnave oziroma sklica seje v Domu kulture, se ravnamo tako, kot se ravna državni zbor, tudi oni zasedajo v državnem zboru v tem trenutku in tudi tam je isto pravilo, pa večina jih ne nosi mask. Tako da, kakor želite. Torej, glasovali bomo v predlogu za umik točke 3, poročilo o stanju varnosti na območju občine Kamnik v letu 2019. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 10 svetnic in svetnikov, proti 13, torej se ta točka ne umakne. Ima še kdo predlog za umik kakšne točke? Postopkovno Edi Strujović. Hvala lepa. Ne bom predolg. Glede na to, da je pač izražena volja občinskega sveta že ob prvem umiku, da bi nadaljevali zdaj z vsemi 8 točkami, se nam zdi higienično do vseh prisotnih, tako poročevalcev kot nas, da z ostalimi 7 točkami ne nadaljujemo. In v tem primeru ne bomo nadaljevali z umikom. Hvala. Hvala. Ima kdo predlog za spremembo vrstnega reda obravnavanih točk? Ne. Potem bomo prišli na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Torej, predlog dnevnega reda, sklepa občinski svet sprejme dnevni red 11. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti 1. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.